Tole sta Pleasure Hours in pa Pleasure Hours Kinky Edition. In če se ti zdi, da so igre za pare lahko mal nerodne ali pa da hitro ustvarijo čuden občutek, sta ti dve narejeni ravno zato, da vse skupaj postane bolj sproščeno. Ne gre samo za to, da potegneš karto in narediš nalogo. Gre za to, da igra ustvari mood, odpre pogovor in da vama da izgovor, da si vzameta čas drug za drugega. Začnimo s klasično verzijo. Pleasure Hours je igra za pare z 100 karticami, ki so zasnovane tako, da se vsebina postopoma stopnjuje od 1. do 3. stopnje. To pomeni, da se igra ne začne takoj z najbolj vročimi nalogami, ampak vaju najprej sprosti, poveže in pripravi na bolj igriv večer. Prvi del je bolj namenjen povezovanju. Odpre pogovor, vaju spomni na lepe trenutke in pomaga ustvariti bolj sproščeno vzdušje. V drugem delu se igra premakne v bolj ščemečo predigro. Tukaj se začne več dotikov, več napetosti in več tistega občutka, ko oba vesta, da večer ne bo več čist navaden. Kasneje pa na 3. stopnji igra postane bolj vroča in bolj usmerjena v konkretno intimnost. Poleg tega vključuje tudi Kamasutra kartice, ki predlagajo različne položaje, in pa Game Changer kartice, ki lahko spremenijo potek igre. In to je res super, ker igra zaradi tega ni vsakič enaka, malo presenečenja pa ostane tudi takrat, ko jo igrata večkrat. Potem pa imamo še Pleasure Hours Kinky Edition. To je bolj drzna verzija, namenjena parom, ki si želijo raziskovati svoje kinke, fantazije, meje in malo bolj poredno stran odnosa. V paketu dobiš 80 kartic, razdeljene na 4 sklope, ter še 12 kartic za spremembo poteka igre. Te so namenjene temu, da lahko igro malo obrneta, preseneta drug drugega in partnerju seveda tudi malo ponagajata. Karte so razdeljene glede na intenzivnost oziroma porednost, kar pomeni, da se igra postopoma stopnjuje od 1. pa do 3. stopnje. Potem je pa tukaj še bonus stopnja, ta pa je namenjena tistemu, ki zmaga. In tukaj lahko zmagovalec pokaže, česa vsega se je med igro naučil. To je tak finalni del, ki igri doda malo tekmovalnosti, malo pričakovanja in pa občutek, da se vse skupaj lepo zaključi, ker ni pomembno samo to, kdo zmaga. Pri taki igri je bistvo bolj v tem, da na koncu zmagata oba. Če želita krajšo igro, iz vsakega sklopa potegneta 3 kartice. Če pa želita daljšo igro, pa iz vsakega sklopa potegneta 8 kartic. Lahko zbereta točno tiste karte, ki so vama najbolj všeč, če pa sta dost pogumna, pa jih lahko zbereta naključno. Če si želita nekaj bolj romantičnega, igrivega in dostopnega, je klasična Pleasure Hours zelo dobra izbira. Super je za nove pare, ki se še spoznavajo, ali pa za pare, ki so skupaj že dolg časa in bi radi malo prekinali rutino. Če pa sta že bolj odprta, pa če vaju zanimajo fantazije, malo bolj drzni izzivi in raziskovanje kinky strani intime, potem pa je Kinky Edition veliko boljša izbira. Pri obeh igrah bi rekla, ne odpirajte jo takrat, ko sta že čisto utrujena in pa na pol zaspana. Raj si naredita mood, telefon dejta stran, nekaj dobrega si zrihtite za pit, mogoče kakšne sveče, mogoče sam mal tak večer brezmoten. In potem naj igra ne bo obveznost, ampak izgovor. Izgovor, da se spet malo bolj gledata, izgovor, da se dotakneta, izgovor, da vprašata nekaj, kar drugače mogoče ne bi. In mogoče je tudi izgovor, da ugotovita, da je lahko odnos še vedno zelo zabaven. Če te zanimata Pleasure Hours in pa Pleasure Hours Kinky Edition, jo najdeš na naši spletni strani svetožitka.com. Lahko pa nas seveda obiščeš tudi v naših fizičnih trgovinah v Ljubljani, Kranju in v Mariboru. Če imaš še kakšno vprašanje, ga pa seveda napiši spodaj v komentarje in ti z veseljem pomagamo. Če ti je bil video všeč, mu daj en like, naroči se na naš kanal in pa seveda vklop obvestila, da ne zamudiš naslednjih videov. Za še več vsebin, nasvetov, novosti in sproščenih pogovorov o užitku pa nas seveda lahko spremljaš tudi na Facebooku, Instagramu, TikToku in Threadsih. Hvala, ker ste bili z mano in se vidimo v naslednjem videu.